V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, že prejšnjo nedeljo je cerkev začela v tradicionalnem bogoslužju pripravljati nas na Gospodov nebohod. Tokrat še korak naprej, naš Gospod spregovori o Svetem Duhu. Pravi najprej, da mora on k Očetu, ker če on ne gre k Očetu, ne more priti ta tolažnik oziroma kot izvirnik pravi ta advokat, ta božji advokat, grška beseda namreč to pomeni. Torej, na apostole, na cerkev ne more priti Sveti Duh, če Kristus ne gre v nebesa. Apostoli poslušajo to v neki žalosti, tišini, so prav blokirani, kot tudi nas kdaj to zablokira. In si ne upajo nič vprašati, zato Jezus kot ena dobra mati, kot tankojoče nad Jeruzalem, reče, da je hotel zbrati sinove, hčere Jeruzalema, kakor koklja zbere svoja piščeta, tako da zdaj, kot ena dobra mati, on sam postavi to vprašanje, ki ga seveda vidi v njihovih srcih in pove, grem k Očetu in to je za vas nekaj dobrega. Iz tega in tega razloga smo rekli, če ne gre, ne pride Sveti Duh nadnje. Najprej gre seveda stran že s svojo smrtjo, ker to, kar govori, je na Veliki četrtek, tako imenovan govor pred trpljenjem, spravi je noter tudi potem velikoduhovniška molitev. Gre stran torej s svojo smrtjo, edina ta smrt je mogla zaslužiti ta ogromni dar, ki je dar Svetega Duha. Mi se niti ne zavedamo, kaj vse nam ta dar prinaša. Torej, učenci so na neki način izgubili to fizično Gospodovo navzočnost v smislu njegovega človeškega telesa, ampak ne pusti samih učencev, apostolov, cerkve, ne pusti jih niti brez svojega telesa in torej nas ne pusti niti brez svojega telesa, ampak to telo seveda je zdaj po prihodu Svetega Duha, po binkoštih je navzoče na drugačen način, je skrito pod podobo kruha v sveti hostiji. Po veri vemo, da je Gospod tako navzoč tam z dušo, telesom, človeštvom, božanstvom, torej v obeh svojih naravah. Navzoč je torej tudi fizično. Čeprav seveda ta fizična, ta dejanska navzočnost je skrita. Danes bi se to seveda rado ljudem skrivalo, zakrivalo, kot da to sploh ni pomembno, ampak je bistvenega pomena tudi to. Navzoč je seveda Kristus tudi, kot smo rekli, kakor Bog, torej obe njegovi naravi sta navzoči. Molim te ponižno, tam sveti Tomaž pravi, skrit si bil na križu, kakor Bog samo, tu še kot človeka te ne zre oko. Spravi, tam je bil skrit, kakor Bog, niso videli te božje narave, je bila zakrita, skrita. Zdaj je skrita tudi človeška narava našega Gospoda. Ampak mi verujemo, da je kot Bog in človek navzoč in prosimo tisto, kar je prosil, se pravi skesani razbojnik, če gledamo izbirnik, da ni v slovenščini se pač išče malo rime in tako naprej pri teh prevodih pesmi, tako da je ropar vzdihujoč, ampak seveda gre za skesanega razbojnika, ki je prosil, naj se ga Gospod spomni, ko pride v svoje kraljestvo. Tako da se tudi nas, grešnikov, spomni v svojem nebeškem kraljestvu, ko gre k Očetu. Danes nam govori, na kak način se nas spomni, seveda po Svetem Duhu, nam daje možnost biti z njim v velikonočni skrivnosti česa, svojega trpljenja in smrti. To je tisto, kar molimo potem tudi na praznik Svetega rešnega telesa. V čudežnem zakramentu si nam zapustil spomin svojega trpljenja, torej trpljenje in smrt. Daj nam, prosimo,
skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častiti, da bomo vedno več sadov odrešenja v sebi čutili. Nadaljuje ta molitev, glavna mašna prošnja, tudi zborna ali zbirna molitev, kakorkoli že rečemo, ker so zbrane prošnje vseh vernikov v to molitev. Tako da to, če častimo, kot je treba, to skrivnost, prejmemo njegovo milost, njegovo božje življenje. In če v tem vztrajamo, torej v božji milosti, v božjem življenju, še raste ta milost. Če ne, moramo zmeraj znova pridobivati in na tak način ne mora rasti, moramo tudi kaj vztrajati v tej božji milosti, posvečujoči milosti seveda, ne. Tako da to. Sveti Duh dela malo drugače kot naš Gospod Jezus Kristus, ki je delal očitne te čudeže. Sveti Duh dela tiho, skrito, ampak seveda še kako resnično. Po njem še vedno Kristus deluje v svoji cerkvi, torej v svojih vernikih. Vsem na očeh je deloval v času svojega življenja, zdaj tudi on kot Sveti Duh deluje skrito, tiho. S tem Svetim Duhom moramo sodelovati, da obrodimo duhovne sadove, da duhovno rastemo. Torej, še enkrat podoba sodišča, Sveti Duh, ki je advokat. Imeli so v antiki nekoga, advokata, ki je prišepetoval, svetoval tistemu, ki se je branil na sodišču, branil se je sam in tisti mu je prišepetoval. To je recimo kot nekdo, ki se odloči, zdaj bom pa jaz malo tudi telesno bolj zdravo živel, pa pokliče ali pa stopi v kontakt z nekim svetovalcem, z nekim trenerjem, tam mu predpiše glede jedače, pijače in vaj, ki jih mora delati. Zdaj, če uboga, potem se bo tudi kaj poznalo na izgubi kilogramov, če ne se pač ne bo poznalo, ne. Tako je, če mi ubogamo našega Gospoda, ki nam daje vse te nasvete, predvsem seveda v nauku cerkve, se kaj pozna, če ne se pač nič ne pozna. Kristus svojim učencem ni nikoli zapovedal, pište. Rekel, pojdite, učite, naredite vse narode za moje učence. Ne? Učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. To je konec Matejevega evangelija. Učence poslal in dal poslancev, kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošiljam vas. Gospod Jezus je učil, zapovedal, povedal, napravil marsikaj, nekaj od tega so potem kasneje zapisali, večino niso. Prenašalo se je po ustnem izročilu, iz roda v rod. Zapisano je bilo bolj ali manj tisto, kar je bilo najpomembneje, kar je bilo bistveno za naše verovanje. Tako pove sveti Janez na koncu svojega evangelija, da je Jezus storil še veliko drugega in če bi to vse popisali eno za drugim, bi ves svet ne mogel obseči vseh knjig, ki bi bile potrebne za vse to napisati. Bistvene stvari so napisane. Torej imamo dejstvo, ki pravi, da izročilo je pred pisano besedo. Gotovimo, tisto, kar je zapisano, je povzetek tega, kar je vsebina verovanja. Še zdaleč pa niti to ni vsa vsebina, ker kako bi bilo to skrivnostno potem takem. Ne moramo vsega zaobseči, to so skrivnosti, samo Bog pozna vse skrivnosti, mi več kot toliko ne moremo poznati. Zapisano besedo je torej potrebno tudi pravilno razlagati ali interpretirati, kot se temu reče. Če ne bi bilo subjektivno, jaz si to tako razlagam, kako si pa ti razlagaš, ne? Pred nami je kozarec, za mene je pol prazen, za tebe je pol poln in tisto, ne. Zdaj za tista, ki je pol prazen, hoče, da bi bil poln kozarec, zato zmeraj nalije še noter, ne. In tisti pravi pesimisti, seveda bi bili vsi žalostni, kadar je prazen kozarec, tisti pravi optimisti bi si pa natočili še en kozarec, ne. Samo pol, kadar pretiravajo, pol znajo ratati tudi sami malo bolj pesimistični. Tako da so te stvari malo, ampak dobro. Se pravi, tudi judovska vera ima
še vedno pravzaprav ta načela, ne, čeprav zdaj je ta izkrivljena judovska vera, ker pravi Jezus sam, ne, da tisti, ki njega ne sprejmejo, da pač je sodba tukaj, ne, od Svetega Duha. Torej, judovsko ljudstvo ga ne sprejme. Oni imajo najprej izročilo in potem, kar je zapisano, kar je Sveto pismo. Tako je ta Riccardo di Seni, se pravi ta rimski rabin, je enkrat rekel, da Talmud, ki je v njem zbrano vse to izročilo, njihovo ustno, ampak človeško seveda izročilo, ne Božje, je rekel, da Talmud je vino in Sveto pismo, torej stara zaveza brez teh grških besedil, in tako, da je pa voda, ne, se pravi, da je Talmud več vreden kot Sveto pismo. Tako da malo vidimo te stvari. Izraelsko ljudstvo, niso bile stvari zapisane, so si jih ustno prenašali naprej, potem kasneje bistvene stvari so zapisali, zlasti obdobje okoli babilonske sužnosti in po njej. In še bi lahko naštevali. Potem, kako da imamo tak obseg teh knjig oziroma teh spisov, ki so v Svetem pismu, zato ker izročilo cerkve je to tako določilo. Ne? Zdaj, eni že prej niso ubogali tega izročila cerkve, pa so vzeli ven določene spise knjige, drugi spet seveda so tudi to sprejeli, ampak spet po cerkvi in po izročilu se je to dobilo in prejelo. Tako tudi novozavezni spisi. Najprej je bilo izročilo, potem del izročila se je zapisalo, bistvene reči se namreč ne smejo izgubiti. Krščanstvo namreč nima nekega predmeta verovanja, ampak osebek oziroma osebo je subjekt tukaj. Ne? Najprej seveda sam naš Gospod Jezus Kristus, živa oseba, trojedini Bog, živa oseba, Mati Božja, živa oseba in tako naprej, lahko rečemo. Potem pa tudi cerkev, ki je prav tako osebek, subjekt. Ne? Torej, cerkev je živ organizem. Lepo apostola Peter in Pavel nam opisujeta cerkev kot telo. Ne? Je sestavljeno to telo iz tistih, ki poučujejo ali poučujemo, čeprav še bolj so to škofje, in tistih, ki se učijo, ampak tudi mi posvečeni se moramo kdaj učiti, ne? In če hočemo ljudi prav učiti, moramo tudi mi se kaj učiti. Tako da to. Pravi edini učitelj je namreč samo Jezus Kristus, ampak dobro, on je beseda sama. Tem pa, kar je zapustil v svoji cerkvi po Svetem Duhu, kateri je tudi po Svetem Duhu vedno navzoč, smo rekli, ne? Na kak način je navzoč. In zmeraj razsvetljuje, uči svojo cerkev, ampak ne uči nič novega, kar že prej ne bi učil. Ne? On je nekaj učil, zdaj tisto ponovno osvetljuje in spomni svoje. Ne? Sveti Duh vas bo učil in spomnil tega, kar sem vam povedal. Ne? Tako pravi Jezus. Spravi do konca, vsake toliko razkrije se še kakšna verska resnica, kar je še potrebno razkriti, in potem papež mora ex cathedra, torej slovesno razglasiti kot versko resnico ali dogmo, in v to je treba potem verovati. Zadnja je bila razglašena, Nebohod Matere Božje, ne, tako da to. Še neke take dogme so možne, da bodo kdaj razglašene, ampak to zdaj bomo videli, ne, kako in kaj bo s tem. Se pravi, spet najprej izročilo, tisto, kar so apostoli slišali, videli, to je tisto, na kar jih mora Sveti Duh spomniti. Nekaj od tega, kar je bila cerkev po apostolih in naslednikih opomnjena, to je bilo nekaj zapisano v Sveto pismo, dosti več ni bilo. Ne? Je ostalo kot živo izročilo. Kaj to pomeni? Da vedno znova je sveže. Ne tako, kot so to pojmovali
pred 60 leti in tako in še malo več, ne, spravi zadnji koncil, ko se tako uporablja to besedno zvezo živo izročilo, kot da bi obstajalo tudi mrtvo izročilo, ne. Zdaj, dobro, če pogledamo, tako kot smo prej rekli, da so neke stvari samo človeškega izvora, potem gotovo tudi tisto lahko neke vrste mrtvo izročilo, ampak niti tisto ni v resnici neko mrtvo izročilo. Vidimo, kako se te navade, običaji in tako prenašajo naprej. Torej, niti tisto ni v resnici mrtvo izročilo. Gre za tisto, kar je cerkev verovala, razglašala, učila vedno povsod in vse, kot pravi sveti Vincenci Lerinski. Spravi, to večkrat je dobro opomniti te stvari. Tako da apostol Pavel pravi, cerkev je steber in niva resnice. In potem cerkveni očetje, učitelji in tako dalje, ne, lahko tle naštevamo. Gre za to nenehno duhovno povezanost s cerkvijo, za zvestobo, pismu, izročilu in tako dalje, ne. Sicer sveti Ignacij Antiohijski je rekel, da je treba biti povezani z Bogom, Jezusom Kristusom, škofom, nauki apostolov in da to nismo, če smo napuhnjeni. Zdaj, problem je, če se pravi škofje niso povezani z svojimi, bomo rekli, predniki, ne, torej z apostoli. Potem pač niti mi ne moramo biti povezani več kot toliko z njimi. Seveda, vedno imamo neko duhovno povezanost, ker je prav, da vedno za svoje škofe, zlasti za svojega krajevnega molimo, ne, najprej seveda za svetega očeta, za papeža in tudi seveda za tistega, ki je župnik, župnije, kjer bivamo in tako naprej, je prav, da tudi zanj molimo in še za druge duhovnike, ne. Ampak seveda važno je, da so oni sami najprej, da bi bili povezani, ampak vemo, danes marsikdaj to ne velja, žal. Ne. Je težko to. Ampak v celoti moramo se spet zavedati, ne, to smo objavili tudi neke te stvari, da se opomni, ne, da še zmeraj se niso izgubile te glavne lastnosti cerkve. Ena sveta katoliška in apostolska je še zmeraj cerkev in se nikoli ne bo to popolnoma izgubilo. Zmeraj bo dovolj ostajalo, da bomo lahko črpali iz teh zakladov cerkve, ne. Tako da to moramo se zavedati in moramo v tem vztrajati, ne da si bomo zdaj v svojem napuhu, kot smo slišali pri svetem Ignaciju, nekaj po svoje jemali in izkrivljali in tako dalje, ne. Tako da to ni prav, pravi sveti Irenej, da iščemo pri drugih tisto resnico, ki jo zlahka najdemo v cerkvi, glede na to, da so jo vanjo apostoli izdelili v polni meri in ustvarili veliko bogastvo, iz katerega lahko kdorkoli pije vir življenja. To je to bogastvo, ta zaklad vere, ne. Ampak je treba iz tega tudi črpati. Če ti iz tega ne črpaš, potem ne boš imel, ne. Tam imaš na razpolago, moraš tudi vzeti, ne, z tistega. Prejmite in sprejmite, ne, smo rekli. Tako da je tudi na tebi, da to prejmeš in sprejmeš, če ne pač ne bo pri tebi. Torej, to je to cerkveno telo, ki ljudem daje to duhovno hrano iz svojega bogatega izročila in daje pravilno razlago svetega pisma. Sveti Avguštin je tako rekel, da ne bi veroval evangelijem, če mu jih cerkev ne bi dala, ne. Je prejel po cerkvi. Torej, ne gre pa za neko pasivno sprejemanje, ne, kot tudi pravijo še drugi očetje, ampak gre za aktivno sprejemanje, se pravi, da tudi jaz zmeraj znova delam na sebi in tako dalje in potem to usrkam, sprejemam, prejemam, ne, na tak način. Vedno gre v obe smeri. Sveti Pavel pravi Timoteju, za vodilo imej besede zdravega nauka, ki si ga slišal od mene, vere in ljubezni do Kristusa Jezusa. Ampak vemo, kaj pravi potem tudi, ne. Vsakdo, ki bi ti oznanil drugačen evangelij od tistega, ki sem tega jaz oznanil, naj bo zavržen oziroma anatema, ne. Spravi,
To si prejel, to imej, ne neke druge stvari, ne se izmišljavati nekaj novega, ne. Tako da so bile razne formule vere, ena od teh tudi antiohijska vera, tako imenovana, ki jo tudi sveti Pavel omenja, ki jo sveti Peter pridigal in tako dalje. Sveti Pavel to povzame: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih, pokopan je bil in tretji dan je obujen, kakor je v pismih, in se je prikazal Kefu, nato 12 in potem nadaljuje s temi stvarmi, ampak to je to, ne. Se pravi, je umrl za naše grehe, je bil pokopan in je vstal od mrtvih ter se prikazal, ne. To so te osnovne stvari, osnovno znanilo, temu rečejo tudi kerigma s to grško besedo, ampak če se jemlje samo to, brez vsega, kar spada zraven, potem je to premalo, ne. To se je zadnjih 60 let močno poudarjalo, ne. Kerigma, to osnovno veroizpoved in tisto, ampak potem se je rado vse skupaj pustilo vnemar, torej tudi izročilo, torej tudi obredi, torej tudi vse te zadeve, ne. Ampak je treba to pravilno razumeti, ne. To ni neka odvečna krama in tako dalje, moramo vzeti samo osnovne stvari, ne. Potemtakem, mi bi imeli šasijo z motorjem, volanom, pedali in tistimi zadevami, ampak s tistim bi se lahko vozili okrog, ampak ne bi imel avtokaroserije in tisto, ne, kako bi to izgledalo, malo čudno, ne, vse skupaj. Tako da malo si dajmo to predstavljati. Se pravi, izročilo tudi: jaz sem namreč, pravi sveti Pavel, prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil zdan, vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, rekel: to je moje telo, za vas to delajte v moj spomin. Prav tako tudi kelih po večeri, rekel: ta kelih je nova zaveza v moji krvi, kolikorkrat boste pili, to delajte v moj spomin. Tako da zavračanje tega cerkvenega izročila, tradicionalnega razlaganja svetega pisma in to je problem že kar nekaj časa, danes pa seveda je sploh problematično vse skupaj. Namesto tega se seveda sledi raznim modam časa, ne. To je modernizem, moderno, ne, kot smo že večkrat rekli, modo die odierno, ne, se pravi, glede na način današnjega dne, ne, to. Neke druge zadeve, ki nimajo veze s krščansko vero, s pravo vero. Potem ločevanje svetega pisma od neke zgodovinske podlage, od izročila in tako. To je zelo nevarno. Tako da rečejo, ja, to ni pomembno, ne. Važno, da je tisto, kar je bistveno, kar je osnovno in tako naprej. Tudi sem slišal, ne, kakšnega pokojnega župnika in tako, je rekel, ja, pri bogoslužju tisto, kar je bistveno, ne, tisto moramo imeti. Zakaj je treba si vlačiti vso tisto kramo gor, saj je zadosti, če si damo osnovne stvari gor, ne, recimo Alba štola, saj to je dovolj, ne, za imeti mašo in to. Niso razumeli prav teh stvari. Enkrat sem bil na enem katehetskem simpoziju, mislim, da pol po tistem, da nisem več hodil na te stvari, ampak dobro. Danes, če pogledamo slike od teh simpozijev, ne, simpozij v grščini pomeni popivanje, ne, se pravi, da so se ga zelo na veliko napijali in tako dalje, ne. To je bil simpozij, ne, včasih. Zdaj tukaj se tudi opijanjajo nekih stvari, ampak to so pač neke ideološke stvari, ne, tako da to. Prišel je nek redovnik iz Italije, iz Veneta, seveda moderni redovnik, ki je bil v civilni obleki, ampak je bil v taki čudni civilni obleki, da točno veš, da je nekaj v katoliški cerkvi, ne. In je govoril o tej kerigmi in tako dalje in spet kerigma in to, ne. Ampak brez izročila, brez tradicionalne razlage svetega pisma in tako, ne. Ampak to samo po sebi ne samo, da ni dovolj, praktično nič vse skupaj.
lahko je nek začetek, neka oporna točka, ampak je treba iti v globine zadev, ne. Je treba dosti razlagati in tako vemo, etiopski dvornik, koliko je potreboval razlago apostola Filipa, brez tistega ne bi mogel verovati, ne. In to je model cerkve tudi, kako pripravlja za prejem zakramentov svoje vernike. Se torej naslanjamo na zgodovinski spomin, na prejšnje rodove, na apostolske stebre in tako. Torej, ne samo to, da verujem, ampak tudi kaj verujem, vse to. Ja? Torej, vse te zadeve. Na tistem istem simpoziju naš sedanji generalni vikar in tako oziroma koprske škofije, ne, je spet govoril in so govorili, da je treba popolnoma spremeniti katehetski sistem, torej kako se vero poučuje, ne. Zato, ker 19 stoletij se je narobe poučevalo, zdaj bi bilo treba zmeraj spremenjati, ne. To vidimo, ne. Če se ne držimo izročila, potem je zmeraj treba znova spremenjati in smo zmeraj 2 koraka zadaj, ker stvari grejo toliko naprej že. To je v smislu tistega, ko je rekel sveti Pij X, ko boste cerkev modernizirali, jo bodo ljudje zapustili, ampak novi vanjo ne bodo vstopili. In kako prav je to povedal, je bil zlahka prerok, ne. Čeprav takrat se to še ni zdelo, ampak svetniki so svetniki, vidijo toliko naprej. En župnik, ki deluje še vedno v severni Italiji, glih tako v Venetu, je lepo dejal, da na nek način je treba se vrniti vsekakor k prejšnjemu sistemu, da takrat so bili jasni cilji, kam je koga treba pripeljati, so imeli v katekizmu svoje oporne točke in so bile potem ustrezne metode z tistega ven, ustrezne strukture in podobno, ne. Če je delovalo, zakaj ne bi spet delovalo? Tudi en katoliški pisec in mislim, da ima tudi nek svoj kanal, ne, ta Erik Simons je tudi napravil eno tako knjižico, zanimivo, imam doma, da je namesto nova evangelizacija je naslov stara evangelizacija, ne, ker še vedno deluje. Spravi, to so tisti izzivi, ki čakajo cerkev, ki čakajo novega papeža tudi, ki čakajo, da se bodo malo vrnili k temu tudi vsi škofje in duhovniki, zato tukaj moramo biti realni, ne pričakovati nekih čudežev in tako naprej, ampak počasi bojo neke stvari šle, ne. Začetek in začetki bi bili v prepoznavanju najprej kriza je in kateri so koraki v smer, da se postopoma lahko nekaj rešuje tukaj, ne. Tukaj moramo biti na nek način dobrohotni, čeprav se zavedamo, ne, da bi bilo treba še dosti več storiti v tej smeri, ampak moramo biti nekako potrpežljivi, dobrohotni, zelo polni ljubezni in dobrotljivosti do vseh tistih, ki neke stvari prepoznavajo, ki vidijo neke stvari in torej vedno biti pripravljeni, kot je rekel sveti Peter, dati razloge za svoje upanje, ne. Spravi, tudi malo pomagati v tej smeri tem ljudem, tudi pastirjem cerkve. Tukaj lahko nekaj naredimo, ne, kolikor je mogoče. Predvsem pa tisto, kar je zelo, zelo važno in nam je bilo tudi rečeno, dajmo dosti moliti, se žrtvovati, mrtvičiti in vse te stvari za papeža in pastirje cerkve. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.